Dr. Davorin Kračun, dober dan. Lepo pozdravljeni. V letnem poročilu o napredku opozarjate, da so se javnofinančna gibanja oddaljila od vzdržnosti javnih financ, vendar je bilo kumulativno odstopanje od zavez še znotraj dovoljenega. Toda vaše projekcije kažejo, da se to že letos utegne spremeniti. So razmere tako kritične, da moramo na vrat na nos sprejemati zakon o interventnih ukrepih, še preden je sploh oblikovana vlada? V fiskalni politiki ukrepi na vrat na nos nikoli ne prinesejo nič dobrega. Vedno morajo biti ukrepi premišljeni, z zanesljivimi ocenami in seveda z izračuni vpliva na javne finance. Kar se pa tiče situacije, pa je zadeva takšna. Trendi so zaskrbljujoči in če ne bo prišlo do zadržanja, naraščanja javnofinančnih izdatkov, potem seveda bomo prišli z primanjkljajem čez dogovorjene meje, prav tako pa bo kumulativno odstopanje od zavez iz srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta na področju primarne porabe tudi šlo preko tistega, za kar smo se dogovorili. Torej, kar potrebujemo je ustrezno podprto javnofinančno politiko z glavnim ciljem, da se ti neugodni trendi zaustavijo, predvsem, da se zaustavi ta dokaj visoka rast javne porabe. Eno od ključnih priporočil fiskalnega sveta je izogibanje ukrepom, ki slabšajo javne finance. Ali bi ukrepi, ki so predvideni v zakonu, povečali ali zmanjšali tveganja za vzdržnost javnih financ? Absolutno povečali tveganja, kajti ukrepi, ki so predvideni v zakonu, povečajo proračunski primanjkljaj za približno odstotno točko BDP-ja in glede na to, da smo mi že sedaj na meji, bomo prišli čez meje dogovorjenega in ukolikor bi ta zakon bil sprejet takoj, potem se nam lahko zgodi, da pridemo do leta 2028 na 5% bruto domačega proizvoda primanjkljaja. Kaj pa, če zakon ne bo sprejet in ostanejo stvari takšne, kot so? Potem je pa seveda treba začeti z ukrepi na odhodkovni strani oziroma na izdatkovni strani javnih financ. Kakšen bi bil primanjkljaj v tem primeru? V tem primeru primanjkljaj lahko obdržimo letos še pod 3% in tudi v odvisnosti od uspešnega zadržanja, naraščanja porabe, lahko tudi prihodnje leto pridemo še v okvirih, ki so vzdržni. Torej, gre za to, da je glavni problem hitro naraščanje javne porabe. Preko tega, kar je bilo planirano in tudi preko naraščanja prihodkov. Zaradi inflacije sicer tudi javni finančni prihodki nekoliko naraščajo, ampak daleč manj kot javnofinančni izdatki. In zato je ta razkorak treba premagati pač z tem, da zadržimo javnofinančne izdatke. Če se vrnemo še k zakonu, izračunali ste, da bo ta zakon za 900 milijonov približno poglobil proračunsko luknjo. To je bistveno več od izračunov predlagateljev, ki govorijo nekje o 0,5 milijarde. Zakaj je taka razlika v izračunih? Ja, pri nekaterih podrobnostih so naše ocene nekoliko višje od predlagateljev. Glavna razlika pa je v tem. Predlagatelji niso izračunali, kaj bodo pomenile polne pokojnine ob nadaljevanju delovne aktivnosti po izpolnitvi pogojev. In tukaj je naša ocena, da gre tu za preko 200 milijonov dodatnih izdatkov iz pokojninske blagajne. To je glavna razlika. Ob tem pa seveda moram povedati, da ne bi bilo zaželjeno posegati v pokojninski zakon. Namreč Slovenija je doslej imela dobre bonitetne ocene oziroma ob uspešnem sprejemu pokojninskega zakona so se bonitetne ocene celo povišale. In poseganje v pokojninski zakon bi lahko pomenilo tudi preverbo, ali so te bonitetne ocene, ki so bile dodeljene Sloveniji na račun pokojninskega zakona, ali so še vedno upravičene. Tako da, kar se tiče te sicer dobre ideje
o polnih pokojninah ob nadaljevanju delovne aktivnosti. To bi moralo biti povezano tudi z nekoliko daljšo delovno dobo. Trenutno se lahko ljudje upokojijo z 60 leti pri 40 letih delovne dobe in to bi ravno v tej kategoriji upokojencev močno bremenilo javne finance. Nekoliko podaljšanja delovne dobe bi pa ta ukrep napravil za zelo sprejemljiv. To, da marsikdo je pri 60-ih že krepko zdelan, številne bolezni in tako naprej izčrpan od dela, ne? Statistično se življenjska doba podaljšuje in mi doslej nismo delovne dobe podaljševali tako, da bi razmerje med številom tistih, ki prispevajo v pokojninsko blagajno in številom tistih, ki črpajo iz nje, da bi se to število stabiliziralo. Nam naraščajo izdatki pokojninske blagajne hitreje, kot pa prihodki, ki jih prispevajo zaposleni. Zato v zadnjih letih pokojninska blagajna ni več samozadostna, potrebni so transferji iz proračuna. Pokojninska reforma delno korigira ta odnos in bo funkcionirala za naslednjih nekaj let. Zdaj, moje osebno mnenje je, da je ta korak bil premajhen, ampak mednarodne organizacije, bonitetne hiše so tudi ta majhen korak dobro sprejele. Predvsem zato, ker marsikateri državi, marsikateri razvitejši demokraciji takšen korak še ni uspel. Torej, zato je tu Slovenija na dobri strani in ne smemo si pokvariti z nepremišljenimi posegi v pokojninski zakon. Torej lahko pričakujemo še nadaljnje ukrepe, ki bodo ostrejši od te pokojninske reforme? Naslednjih nekaj let ne, vkolikor ne bo kakšnih večjih težav. Ta pokojninski zakon predvideva razvoj za naslednjih 10 do 15 let in glavni učinki bodo prišli šele kasneje, kajti glavni problem pokojninskega sistema je demografija, staranje prebivalstva. To so pa problemi, ki se manifestirajo na daljši rok. Tako da tukaj moramo pač gledati 10-15 let naprej. In v tem smislu govorim o potrebnem uravnovešanju števila upokojencev z številom zaposlenih oziroma prihodkov z izdatki pokojninske blagajne. To je samo eno od področij, kamor posega ta zakon, ki so ga poimenovali za razvoj Slovenije. Kje so te glavne nevralgične točke? Kaj bi prineslo največ negativnih učinkov? Največ negativnega učinka bi dalo znižanje DDV-ja. DDV je tak instrument fiskalne politike, ki je dokaj zanesljiv, na katerega se močno zanesti in zato eksperimentiranje z DDV-jem ni dobro. Zato pavšalni ukrepi znižanja DDV-ja so praviloma dragi z majhnim učinkom. Namreč, kaj pomeni znižanje DDV-ja za 1% točko? Praktično na raven cen ne pomeni dosti, za prihodke, javnofinančne prihodke pa je to zelo pomembno. In zato tudi mednarodne institucije namesto takšnega pavšalnega ukrepa predlagajo ciljane ukrepe. Torej, mi moramo usmeriti naše ukrepe tja, kjer so težave. Denimo, družine, ki težko preživijo zaradi visokih stroškov hrane, tistim je treba pomagati. In je to dosti ceneje, kot da povprečnim in nadpovprečnim dohodkom razredom znižamo cene osnovnih življenjskih dobrin. Pri tem pa je še vprašljivo, ali bodo cene v resnici sledile znižanju DDV-ja. Torej, ciljani ukrepi, natančno ciljani in začasni ukrepi so potrebni takrat, kadar se soočimo s šokom. Tudi če gre za DVD na živilske proizvode, osnovno košarice? Seveda, večina ljudi, ki kupuje živila, ni v takšni situaciji, da bi jim 1% ali pa 2% te cene pomenil življenjsko ogroženost. Obstajajo pa določene kategorije prebivalstva, ki so v resnici v stiski in tem je treba pomagati z ciljanimi ukrepi. Eden od ukrepov je razvojna kapica. Ta bi povzročila po vaših ocenah 140 milijonsko luknjo. Torej, drugače povedano, vsak prebivalec Slovenije bi povprečno odštel 70 evrov letno za to kapico. Predlagatelji pa zatrjujejo, da bo luknja 3-krat manjša.
Pri takšnem ukrepu se je treba zavedati. To je ukrep, ki prizadene javne finance, po naših ocenah za okrog 130 milijonov letno. Kdo pa ima korist od tega? Ali so kakšne koristi države in državljanov od tega, če pač zgornji procent plačuje manjše davke? Zdaj, jaz bom tukaj tudi spomnil na argumente tistih, ki takšen ukrep zagovarjajo. In sicer gre za to, da multinacionalke enostavno ne želijo svojih uprav locirati v Sloveniji, zato ker so njihovi dohodki preveč obdavčeni. Torej, če mi žrtvujemo teh 100 in več milijonov letno, ali bomo dobili dovolj uprav multinacionalk v Slovenijo, da bomo to pokrili? Mogoče, ampak trajalo bo 5 ali pa 10 let. Zato tu ne bi želel jaz reči, da sprejmimo to ali pa ne. To je na koncu politična odločitev. Ampak z fiskalnega vidika je potrebno pretehtati, kakšna je žrtev in kakšna je korist. Žrtev je dobrih 100 milijonov manj, korist pa seveda je treba ugotoviti, izračunati in soočiti z to žrtvijo. Torej, ti ukrepi po vašem mnenju niso tako nujni, da bi jih morali sprejemati še preden sploh imamo vlado? Ne, ti ukrepi niso nujni, ti ukrepi so v tej situaciji škodljivi, ker poslabšajo situacijo v javnih financah. Če je to politična agenda te novo nastajajoče koalicije, je to seveda njihova legitimna pravica in tudi dolžnost, da če imajo dovolj veliko podporo volivcev, da to izpeljejo, ampak izpeljati morajo tako, da ne bodo škodili javnim financam. Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primanjkljaja na prihodkovni strani javnih financ, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev, ki sicer bruto domači proizvod nekoliko prerazporedi, ampak vendarle je odzadaj demokratično izvoljena vlada ob demokratično izvoljenem parlamentu. Pomembno pa je tudi, da do takšnih ukrepov ne pride v interregnumu, kajti za to izpeljati davčno reformo, kar pravzaprav to pomeni, zahteva polno operativno vlado, ki mora veliko predpisov, zakonov tudi potrditi v državnem zboru, zato da bi lahko sistem deloval. Zaenkrat še nimamo vlade. Pomembno je, da čim prej dobimo polno operativno vlado in da tista prevzame odgovornost, da njene strokovne službe izračunajo, kako bi pravzaprav lahko teh 900 milijonov primanjkljaja kompenzirali z drugimi viri, in potem seveda je pot odprta, ampak to ni stvar od danes na jutri, to seveda je tisto, kar zahteva tresočo roko. Davčne reforme so vedno zelo zahtevne in zahtevajo premišljene ukrepe z zanesljivimi ocenami. Omenili ste prerazporeditev, od kod kam gre dejansko tukaj? Kakšna prerazporeditev? Od enih vplivnih skupin k drugemu, od enih slojev prebivalstva k drugemu. Od katerih? Tu je zdaj težko reči, kajti recimo, če gre spremembe DDV-ja, pridobijo pravzaprav vsi na račun državne blagajne, ne. Seveda, relativno celo revni pridobijo več kot bogati. Ampak v glavnem velja neko prepričanje, da imajo od davčnih olajšav več bogati kot revni, ampak ne bi rad špekuliral. Tu zopet so potrebni izračuni, potrebne so simulacije, kaj pomenijo te davčne spremembe, ki se nakazujejo za posamezne dohodkovne razrede. Je pa res, da smo davčno zelo obremenjeni med državami, ki so bolj obremenjene. To drži. In v zadnjih letih recimo se je obremenitev povečala, in sicer zaradi poplav, zaradi prispevka za dolgotrajno oskrbo, formalno pa tudi zaradi prenosa dodatnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Torej, imeli smo 3, lahko rečem, pospeške na strani prispevkov in to sicer ne moremo oporekati
tej logiki oziroma tem namenom. Poplave so bile in potrebno sanirati. Dolgotrajna oskrba je civilizacijski problem in prav je, da smo se tega lotili. No, tisti prenos zdravstvenega zavarovanja iz prostovoljnega v obvezno je malo bolj problematičen, ampak kar lahko, ne bom rekel zamerimo, ampak očitamo, pa je to, da vlada ni poiskala kakšnih notranjih rezerv v prerazporeditvah izdatkov, kjer bi kakšni manj pomembni, manj učinkoviti izdatki pravzaprav lahko to pokrili brez obremenjevanja dodatnega prebivalstva. Ker zdaj pa imamo situacijo, to tudi izhaja iz letnega poročila o napredku, da bo v letu 2026, če se nič ne zgodi, javna poraba presegala 50% bruto domačega proizvoda. Torej, to je zopet visoka številka, običajno smo se vrteli okrog 45% in bili takrat primerljivi za večino evropskih držav. Ampak kje so te rezerve dejansko? Če 1. julija hipotetično dobimo ta zakon, s čim lahko kompenziramo? Socialo, izobraževanjem, zdravstvo, krčenjem javnega sektorja? Do 1. julija z ničemer. Ta zakon bo pomenil enostavno, če bo sprejet 1. julija, udarec za javne finance. Mednarodne organizacije priporočajo, da država stalno opravlja pregled izdatkov, da stalno ugotavlja, kateri izdatki so upravičeni, kateri so učinkoviti in tiste, ki niso več upravičeni ali niso več učinkoviti, izloči, obdrži pa seveda tiste, ki so potrebni. Z izločanjem neučinkovitih in nepotrebnih izdatkov pa pridobimo manevrski prostor za druge. Ampak to ni zadeva, ki bi jo rešili v enem mesecu. To zahteva operativno vlado, strokovne službe, ki nenehno opravljajo te preglede ob vsakem sprejemanju proračunov in ki sprejemajo tudi odgovornost za odločitve. 1. julij pa lahko rečem, da je javnofinančni šok. In kje se potem jemlje ob takih šokih? Ja, nekaj je rezerv, ampak zagotovo bo to prisililo Slovenijo v večje zadolževanje. Zaradi tega, ker pa bo tudi skočila iz okvirov fiskalno-strukturnega načrta, se bodo verjetno bonitetne ocene poslabšale in zaradi tega bo zadolževanje dražje. Ravno tako bo zaradi večjega primanjkljaja potrebno večje zadolževanje, tako zdaj ilustrativno povem, da se običajno Slovenija oziroma da naj bi se v začetku prihodnjega leta zadolžila za okrog 5 milijard, če bodo se ohranile sedanje bonitetne ocene in sedanja pozicija Slovenije na finančnih trgih, bodo seveda pogoji boljši. Če se bo uveljavil ta zakon, bo primanjkljaj večji, potrebno bo večje zadolževanje in še razmere bodo manj ugodne. Torej, ne samo, da se bomo več zadolžili in zato plačevali več za obresti, ampak bodo tudi obresti, ki bodo zahtevali investitorji višje. Potem ugodnejše in bolj predvidljivo davčno okolje ne bo prineslo toliko dobrobiti, da bi to kompenziralo? Lahko prinese, ampak ne do 1. julija. Lahko prinese na dolgi rok, zato pa ravno potrebujemo vlado, ki ima strategijo, ki ve, kaj hoče. In če je strateški cilj znižanje dajatev, je to legitimen cilj, ki ga je potrebno podpreti. Ampak seveda ob vseh drugih ukrepih, ki bodo ohranili javne finance v sprejemljivih okvirih, ki ne bodo iz Slovenije ponovno povzročile javnofinančnega bolnika, tako kot pred 15 leti. Ob tem pa je treba upoštevati, da so mednarodne razmere nepredvidljive, da moramo biti pripravljeni tudi na šoke in da v dosedanjem razvoju Slovenija kljub ugodnim pozicijam na prihodkovni strani, torej visoka zaposlenost in zato relativno visoki javnofinančni prihodki, ni uspela obdržati recimo tako nizkega primanjkljaja, kot je bil v letu 2024, ampak je primanjkljaj v letu 2025 se potrojil. Pada pa kljub višjim izdatkom rast potrošnje gospodinjstev. Tudi, kot gledamo, so se dohodki sorazmerno močno povečali in to ima, torej vsi želimo višje plače in smo veseli večjih dohodkov, ampak to pomeni tudi višje stroške delovne sile, kar je lahko ovira za investitorje.
in pa kadar se dohodki hitro povečajo, običajno ljudje ne povečajo potrošnje, ampak varčujejo ali pa investirajo oziroma špekulirajo in tako tudi vidimo, nam vpogledne vloge v bankah rastejo hitreje, kot pa raste potrošnja. Ravno kot posledica hitreje naraščajočih dohodkov od potrošnje in od inflacije. Kljub vsemu pa proračunski primanjkljaj še ni presegel 3%. V Franciji je ta na primer že 6%, v Romuniji 9%. Po projekcijah Mednarodnega denarnega sklada se francoska dolžniška kriza utegne kmalu približati Grški leta 2010. Zelo zadolžena je Italija. Romunija ravno ne bi uporabljala kot referenco, tudi ni v evroskupini. Kar se pa tiče Francije pa Italije, pa bi rekel tako: quod licet Iovi, non licet bovi. Kar si lahko privošči močna in velika država, ni nujno, da se obnese tudi na majhni in šibki državi. In tako kot smo videli o pretekli krizi pred 15 leti, ko je bil dvom o Grčiji, se je hitro ta dvom razširil tudi na Slovenijo, čeprav njeni javnofinančni podatki takrat še niso bili tako katastrofalni, kot potem, ko je imela težave z refinanciranjem svojih obveznosti in je morala zagotoviti visoko obrestno mero investitorjem, da je lahko še normalno vodila svoje finance in vzdrževala likvidnost. Torej, Slovenija, glede na svoj položaj, na svojo velikost, na svojo moč, mora izkazovati večjo zanesljivost, zato da jo investitorji resno jemljemo. Žal smo pa od investitorjev odvisni. Kot sem rekel, vsako leto je potrebno refinancirati kakih 5 milijard evrov in zaradi to je treba pridobiti investitorje v veliki konkurenci mnogih držav in podjetij, ki so pripravljeni marsikaj ponuditi za ta prosti kapital. Nas pa čaka zategovanje pasu bolj ali manj zdaj. Tega ne trdim. Zato, ker če bodo stvari normalne, če ne bo prevelikih šokov, potem kakšni drastični ukrepi ne bodo potrebni. Razen, če bi vlada oziroma državni zbor napravili kakšne hude napake v fiskalni politiki. Sicer pa, vsaj po naših grobih ocenah, bi zadoščalo, da kratkoročno samo ustavimo naraščanje javnih izdatkov. Torej, ohranimo ta nivo in plač javnega sektorja in socialne države, samo preprečiti naraščanje preko rasti bruto domačega proizvoda. In to bi utegnilo biti dovolj, dokler pač se ne konsolidiramo in dokler pač ne vidimo, kako se razvija situacija, mora biti pa tudi na boljše. Se Evropa po vašem mnenju odziva pravočasno, ustrezno? Evropski poslanci na primer za 200 milijard višajo predlagan evropski proračun za naslednjih 7 let, kar pa ne bo vključevalo na primer poplačila skoraj 170 milijard evrov dolga za po-covidni program okrevanja in odpornosti. Namesto tega omenjajo recimo nove dajatve na digitalne storitve, spletne igre na srečo, kapitalske dobičke od kriptosredstev. Kako bi to lahko vplivalo tudi na nas? Evropa je velik in zapleten mehanizem, zato je težko dajati pavšalne sodbe. Mi vsi nekako delamo na tem, da države v maksimalni možni meri ohranijo svojo suverenost in odgovornost za svoj razvoj, da pa hkrati na vseh tistih točkah, kjer so interesi skupni, stopimo skupaj in za pomočjo evropskih organov pač najdemo rešitve. In to velja tudi za evropske proračune, torej potrebno je najti nek kompromis med iskanjem konsenza med posameznimi suverenimi državami in na drugi strani optimalnih rešitev strani strokovnih organov in Evropske komisije. Je na preizkušnji globalna finančna stabilnost. Ameriški predsednik Nixon je leta 1971 opustil zlati standard, vezal dolar na nafto, ameriški dolar pa je postal glavna svetovna rezervna valuta. Ali trenutne geopolitične napetosti lahko ogrozijo ta status dolarja? Kitajska se pripravlja na izdajo terminskih pogodb za nafto, ki bodo nominirane v juanih. Kratkoročno ne.
na dolgi rok smo pa tako ali tako vsi mrtvi. Velja to, da je osredotočenost na rezervno valuto nekaj, kar ni posebej fleksibilno. In tako tudi, ko je Nixon pred več kot 50 leti odpravil zlati standard za ameriški dolar, je ameriški dolar ostal rezervna valuta. Je oslabel zaradi nihanj, ampak potem se okrepil zaradi petrodolarjev in nafte, tako da nova iskanje alternativne rezervne valute ni tako enostaven posel. Dvomim, da bi recimo Kitajska imela dovolj potencijala, da bi lahko ponudila renmin kot takšno alternativo dolarjev, ki bi lahko opravljala vse funkcije. Jaz predvsem vidim tu možnost oziroma perspektivo za evro. Če bo evro uspel kompletirati denarno unijo, to pomeni tudi z bančno unijo, tudi z finančno unijo. Fiskalna unija ni potrebna. Spoštovanje fiskalnih pravil pravzaprav v dobri meri nadomešča fiskalno unijo, in ta tudi zaradi suverenosti držav pri pobiranju davkov najbrž ne bi bila sprejemljiva. Ampak kar se tiče kompletiranja monetarne unije z bančno in unijo finančnih trgov, pa so tu velike možnosti, da bi evro nekoč lahko se postavil ob bok dolarja kot rezervna valuta. Sicer pa Združene države Amerike, ne glede na težave, imajo zaradi dejstva, da je dolar rezervna valuta, dosti večji manevrski prostor, tako pri svoji monetarni kot pri svoji fiskalni politiki. Se pravi, ob takšnih deficitih dolarja sploh ne bi sprejeli v evroskupino, oziroma če bi Združene države Amerike bile v Evropi, bi bile na osnovi teh javnofinančnih rezultatov med najbolj problematičnimi državami. Ampak cenovni šok zaradi ameriške pustolovščine v Iranu zaenkrat še ni primerljiv z energetsko krizo leta 2022. Še ne, ampak ne vemo, ker vidimo, da se vsak dan prihaja kakšna druga vest o tem. In enkrat pride optimistična vest, da bo plovba skozi Hormuško ožino sproščena, cene nafte padejo, na finančnih trgih pa se delnice oziroma papirji okrepijo, čez nekaj dni pa obratno. Nekoliko imamo tudi na sumu, da tukaj Američani vodijo ne najbolj pošteno igro glede Hormuške ožine, zato ker Američani ne potrebujejo Hormuško ožino, najbolj jo potrebujejo Kitajci oziroma Daljni vzhod. In tukaj je en element pritiska Združenih držav na te države, pa hkrati na Evropo. Evropa je sicer manj odvisna od prehodnosti Hormuške ožine, ampak kljub vsemu dovolj, da čuti težave. Kar se pa tiče razvoja dogodkov, kaj bo to pomenilo za oskrbo z gorivom, kaj pomeni za cene goriva, na to pa enostavno moramo biti pripravljeni tudi na hujše scenarije, ni pa nujno, da se bodo vsi najbolj črni scenariji zgodili. Glede na geopolitična tveganja ste v fiskalnem svetu pripravili dve različici, dva scenarija. En je malo manj ugoden kot drugi. Ne? Ja, ta dva scenarija sta pravzaprav pripravljena na osnovi mednarodnih institucij, njihovih scenarijev, sta pa aplicirana na slovenske razmere. Enemu pravimo neugoden, drugi pa oster. Ukolikor bi se uveljavil neugoden scenarij, ki pa bi bil bolj kratkotrajne narave, ker bi motnje bile bolj kratkotrajne narave, bi morali računati na javnofinančni primanjkljaj 3,8% v letu 2026. Seveda, če ne bi uspeli odgovoriti z ustreznimi ukrepi. Vkolikor pa bi bile motnje močnejše in bi se zavlekle tudi v leto 2028, potem bi dogajanja potekala po ostrem scenariju, po katerem bi javnofinančni primanjkljaj narasel celo do 5% do leta 2028. Kar je še vedno manj, kot je francoski primanjkljaj danes. Že, ampak kot sem rekel, kot licet ovi, no licet bovi. Kar si lahko privoščijo Francozi, si mi ne moremo. Dr. Davorin Kračun, najlepša hvala. Prosim.